Tokrat pot pelje na Kras. Kras naj bi bil korenska čakra Slovenije in tam se nahaja Rajkova rodovna posest Jakčev dol. Rajkota ne poznam, sem pa o njemu brala v knjigi Andreje Cepuš, Vrt ljubezni, ki nas bo tudi pričakala tam in gremo pogledat Rajkovo posest. Rajko je en zanimiv človek, bojda 40 let ni bil pri zdravniku, odkar je dobil diagnozo za Crohnovo bolezen, tudi njegovi otroci niso hodili k zdravniku. Izjemno močne zaznave ima, zdaj je že v pokoju, bil je pomočnik ravnatelja in take nore, neverjetne zgodbe ima, bojda je pa tudi neverjetne stvari na posesti naredil. Labirinte, tunele in njegova posest je torej na korenski čakri Slovenije, ampak ima pa tudi sama posest različne energijske centre, torej čakre. Tako da se zelo veselim in tlele nekje mislim, da se že srečamo. Naše kmetijstvo je prekrivanje, krompir pod slamo, jaz pridelujem že 35 let. Krompir pod slamo? Samo tako, na travnik ga položiš in ga pokriješ. Slamo? Ja. S senom, z listjem, z travo, karkoli imaš. Nič prekopavanja? Nič prekopavanja in potem samo odgrabiš. V Puli smo imeli tudi tako konvencionalna njiva, moja zraven. Ampak kje ste pa zvedeli za to? To je francoski način pridelovanja krompira. Oni so tako pridelovali, ker niso hoteli v zemljo brčkati. In potem sem probal in zdaj nikoli več ne grem na konvencionalno. Koloradskega hrošča absolutno ni na temu. Imaš zraven njivo, ker je zemlja, pa noter je hrošč, tlega pa ni. Pa sta lahko čist mejita zraven. Viš, in tle imamo okoli vsak krompir. Ampak je pridelek manjši zaradi tega? Ni nujno. Tle je malo manjši, zato ker je toliko suše, pa je Kras, pa je to, je droben krompir. In pol žena pravi, pa kaj si mi ta krompir prinesel? Pol čez en mesec pravi, daj mi uni krompir, ta je pa tako kvaliteten proti unemu, veš. Odvisno od leta. Letos bo zelo debel, ker je Kras je nenavadno zelen. Letos, zdaj že drugo leto je celo poletje. Ampak pri tem v krompirju? Ja. Mislim, v čem je štos, da se tega več ne dela? Veš kaj, moraš imeti veliko materijala. Kmetje porabijo travo pa tole za živino futrati. Je pa fajn, da imaš že, jaz imam tle stalno plast, vedno tle, da je že zgnilo, ker on iz tega gnilega pol črpa. Če bi dal ti svežo travo ali sveže seno ali karkoli, kasneje naredi, mora on to. In zdaj to je lahko, veš, to je ženskam prijazno kmetijstvo. Samo z grabljami delaš, nič ne rabiš delati. To smo pa z dijaki imeli šolske vrtove in jih še vedno imajo potem. In te cevi smo dobili za zelišča, različne zelišča smo imeli to. To je ona za kanalizacijo, izjemno drage stvari so te cevi. Nikakor jih nisem mogel dobiti, mi ne dajo, ker je to dragoceno. In veš, kaj sem naredil? Dve moji dijakinji sta šli tja, sta dobili kolčne cevi. Punca so vsa vrata odprta, veš. So dobili teh obročev kolčeš. Evo, to je pa še Anja, moja hčera. Živijo, Jasmina, me veseli. Gospa je imela tukaj kopalnico, ampak mi jo pač nimamo. To je rastlinjak naj bi bil. Aha, rastlinjak. Ja. O, krasno. To je Jakčeva skrinja, polna zakladov. Polna zakladov. Ja. Vidiš ti to, zmeri se kaj najde. Po zimi zakurimo, Ja. hitro se segreje, stopnice so genialne, vse je to z vijaki naredila. To je pa njegova gugalnica od Jakca. Seveda, gugalnica. To mora biti gugalnica. Pa po desni gor spimo tle na ovni strani, koliko obiskov. V bistvu je ful prostora. Ja, mislim,
Evo, to je jak daljnogled za ptiče gledati. Ptički. No, zdaj pa boš vzel sabo, opet, moš ti naprej. Tale teren je bil cel tako dol. Tole, ki vidiš, je vse na roko skupano. Na roko? Ja. S krampom bile, evo, tako. In zdaj, ko mi pridejo otroci, fantje še posebej, veš? Ja. Ko pridejo recimo iz katerekoli šole, to kopljajo kot utrgani. Prvi dan, da se prizemljijo. Tukaj sem prebrala, da moški nasploh, ko danes tukaj zgubljajo to moško energijo, pa ta ženski toksični feminizem, da bi moški mogli kopati. Ja, lej, on koplje od enega leta, je dobil tak mali krampek, zdaj ima pa že TV lizga. In skoplje. Orang, zdaj mi pa že orang pomaga. Bravo. Ampak kaj se zgodi v moškem, ko v bistvu koplje? Zakaj mu to pomaga? Zato, ker se tako poveže s prvinsko energijo, z zemljo. Kamen je pa sploh element moči. Tako da tega pa je izobilju. In se pol naučiš in to fante povleče, veš, to je pa res čisto novo povleče. Ja, kad si v Afriki videl tam pri enem hotelu, da so imeli tako kosilnico in ko sem jaz videl posnetek, sem jo takoj kupil in zdaj je on glavni kosilničar teh površin pod. A pa to dejansko dela? To dela, dejansko kosi. Ne sme biti visoka trava. Lej, kako, ta valj se obrača in leti trava. To dejansko dela dobro. Veš, on to redno vzdržuje tle. On je zelo konkreten, on mora to konkretno delati, ni to, da bi se on s plastičnimi igračkami igral. Mora biti koristen. Mora biti koristno, ja. Tle sem naredil visoke grede za radijanje, zato da pridelamo zelenjavo, ko drugače nam tle srne večino pojejo, daš pač sam mrežo čez, pa imaš blitvo, pa špinačo, pa vse to in ona res uživa v temu. Vse imamo deževnico, sode pa vodo in ona res z največjim veseljem. Tukaj je grlena čakra tega prostora, ogenj, pa to še dozidujem. In zaradi tega, ker je grlena čakra, se tle zbirate? Ja, imamo kulturne dogodke, pa petje, pa pravljice, pa pripovedovanja, pa vse. Tisti kolos gor je svetlobni koren. Še 2 soda sta noter, ona zraste korenina meter pa pol pod zemljo. Čez en mesec bo to vse zeleno, tak cel stožec velikanski bo to preraslo. Zdaj je že polno teh vitic, ki se spenjajo gor in ima take srčaste liste. To je edina rastlina, ki vsebuje velike količine svetlobnega jedra v korenu. In ga moraš jesti samo surovo, brez nobene elektronike zraven. Jaz sem pa to zato naredil, ker je zidano okrog in kopljem okoli in okoli, da pridem do tega korena. Eno leto skopljem eno polovico, drugo leto pa drugo polovico, tako da imam vedno ogromno tega korena. Sicer zdaj 2 leti tega nisem kopal, ampak je pa tega v obilju. Svetlobni koren, vem, da je v Avstriji je zelo popularen. Mislim, da ima tudi ceno 100 evrov na kilogram. A res? Ja. Tukaj sem postavil 4 cevi. Žena Bojana je znorela, ko je videla, rekla, pa kaj te grde cevi bom gledala. Jaz sem pa naredil to zato, da iz zemljanke imajo otroci skrivni izhod ven. Imajo več izhodov. Ampak kaj se je pa pol izkazalo, ko sem te grede naredil? Tle pokrijemo steklom, tle zaprem in po zimi mi topel zrak izpod zemlje prihaja v te grede in mi ne zmrzuje noter. Ampak to jaz nisem planiral, nič ni bilo to planirano. Ampak pri vas je veliko takih stvari, ki so bile intuitivno narejene, pa so bile malo nerazumne, pa malo neracionalne, na koncu je pa izkazalo, da je točno to bilo treba. Vse. Od začetka me je vodilo, v bistvu sem dobil prvi korak, ko sem skoraj tega dokončal, mi je prišel drugi korak in tako sem delal 12 let, da nimam pojma. Bojana je rekla, ne bi jaz kam premakla, če ne bi vedela, kaj delam. Jaz sem pa 12 let delal, da nisem vedel. Potem se mi je počasi slika odpirala, pa še ni nujno, da bo tako. Se vam zdi, da smo danes preveč v tem sodobnem svetu, da moramo videti ta končni cilj? Totalno.
Totalno. Kaj zgubljamo s tem? Ja, sebe, ne? Totalno sebe zgubljamo, ker vodi nas neka inteligenca, pa reči, kako češ te inteligenci. Ali narava, ali Bog, ali vseeno. Če prepustiš temu, je fantastično. Si res v skladu, moraš pa res slediti svojemu občutku. Pa verjetno je strah prisoten, ne? Ja. V tem smislu, kaj pa če delam narobe, kaj pa če bluzim, kaj pa če to ni optimalno. Ampak to je proces, do katerega sam mora priti vsak človek. Večinoma najprej na napakah se učijo, pa vidijo, ampak jaz sem ta svoj občutek poslušam že dobrih 30 let. Dobro, verjetno je pomagalo tudi, da ste bili dosti časa na posesti sami v tišini in v miru. Ja, to pa, ko si ravnatelj 1100 otrokom, pa ko imaš 100 učiteljev, med vikendi sam, da nobenega ne vidiš in ne slišiš. Po zimi, ko si pa tukaj, je pa tako piha burja, pa mraz, da moraš fizično delati. In potem sem jaz to vse skopal. Po 40 let sem urnike delal, urnik pade. Eno uro delaš urnik, eno uro kopleš, eno uro delaš urnik, eno kopleš. To sem prebrala v knjigi, Andreja napisala, da so bili urniki narejeni pod zemljo skorajda in da tako dobro, da jih ni bilo cel let treba spremenjati. Ne. Meni vsa leta ni bilo treba sploh, ker so vsebovali vse spremembe, ki so se zgodile med letom. Vse spremembe, ki so se zgodile med letom, so vsebovali že to. Ki so se zgodile kasneje. Ampak to je bil proces, to sem jaz z leti ugotovil. Zadnje 3 leta sem bil pa ravnatelj v Žalcu, Valdorfske šole, polovička še vedno na tej matični šoli. In tam sem pa takoj opazil eno genialno stvar. Jaz sem bil tam torek, četrtek. Vsi ljudje, ki so prihajali v torkih meni, napovedano ali pa ne napovedano, kot da bi jih nekdo štepal po urniku. In jaz moji tajnici Milita, vidiš, kaj se dogaja? Ne dela nobenih seznamov. Eden je šel ven, je drugi prišel. In tako je to delalo 2 leti brezprekorno. Se rekel, sam prepustiti se moram, zdaj pa tukaj imam tudi zelo veliko obiskov. Veliko se jih dogovori, veliko jih pa pride kar tako. Ampak jaz se sam povežem in rečem, naj se uredi tako, kot bo najboljše možno. In gre. Včeraj je bilo tle več kot 30 ljudi. Ne napovedano oko, ampak vsi smo bili kot ena družina. To je tako Janko in Metka. Hiška. To je to. Več ne rabiš. Vodovod imam tukaj, ker je gospa že dobila vodovod. Tele vrt, pa sem zdaj visoke grede naredil. Pa ker je jakac, je tenkat noter, podnevi se kopa in zvečer pa s to vodo zalijemo lepo vse te. Ko smo to kupili, to je bilo taka goščava, smo najprej to vse skrčili. In posadili sadno drevje. Zdaj je, na Krasu gre to zelo počasi namreč. No in tle ima pa Anja, vidiš tle. Poligon. No in tle polo ona ustvarja konjičke, letalnice, avtobuse. Tisto je letalnica. Tam se otrok uleže gor in ga zagugaš, kot da bi letel. Brez strojev. Brez strojev. Vse je bilo to nenačrtovano. Smo začeli kopati, ker smo rabili zemljo za ribnik. In tukaj dol 13 metrov same zemlje. Tle je srce, še 7 metrov v globino. To je 1. meter, potem so pa še 3 dvorane po 2 metra dan. Jaz smiram, če zadelam. Bravo. Voda, zrak, zemlja, pa ogenj. 5. element je pa ljubezen, ki sta vedno povsod par. Ja. Čau.
kar so za sobi naletele. Tle vsaka zaveda, ki je na srčni ravni odprt. Kar pej dol, Jaki, pejdi, bomo šli za tabo. Ne, tle se odpiram, tle se mi ful dogaja, zdaj zadnja leta. Kar sem mami, se mi tle ful odpira. Vidite, tički. In koliko časa za to, da se je tole recimo skopal? Ja, jaz imam to 20 leto, to posest. In hmalo na začetku sem rabil zemljo, ko sem ribnik naredil. In počasi je bila mečkana luknja večja. In potem sem začel naknadno jaz to ozidovati. Kamin, to je najnovejši model LCD televizorja. Dimnik je od zadnji vzidan, noter. To je rožič, to drevo, izjemno počasi raste, ampak to raste v Dalmaciji ali ne vem, kje raste. Ne? Tle pa evo, poganja lepo. Tole je figa, 4 leta sem rabil, da sem jo ven spravil, zdaj pa zunaj rodi fige. A res? Ja. To je zelišče nesmrtnosti. Tle je skozi zeleno, pa mi ne vem, kje iz skale tle raste noter, ne? Ampak je skozi zeleno. Tu ješ surovo, jaz ga imam cel hrib. Evo, lej, pogledaj. Zdaj na prve... Malo hoče ličiti na konoplo. Ja. Lej, tle lahko en kader. Zelišče nesmrtnosti. Na prvem platoju so kamni od moje hčere pa sina, ki smo izbirali vsa leta. In ima tle Jakac zdaj svojo razstavo noter, od kapnikov pa do kristalov. Na drugem platoju je vhod v eno jamo, ki sem jo odprla, mečkana sami kapniki. In na tretjem platoju sem pa zdaj na 14 metrih. In mi nastavljajo vabo vsako toliko. 20 cm, ko sem skopal, ko sem prišel do 14 metra, to sem vedel, da moram priti, si mi odprl nov in vidim še 2 metra noter. In zdaj imam spet voljo, da grem še globe noter. Dokam ne vem, ampak se vzeno. A veš, da je tudi zadnje 2 metra v obliki srca spodaj že naravna kamnina. Pa veš, kje bi lahko vse začel kopati, ni variante. Zakaj smo točno tle začeli kopati? Ne? Ključ. Ključ. Na ključ, ni na ključ.